Ja, ko si ženske damo pete, pol še pult treba dvigniti. Takole. Pa začnimo. Res, včeraj smo veliko slišali o Kobi 4, pa bom jaz danes kljub temu predstavila nekaj novosti o Kobi 3. Najprej pa seveda še enkrat pozdravljeni vsi tukaj v dvorani in tudi tisti, ki nas spremljate preko spleta. Da lahko danes predstavim novosti v Kobi 3 je v bistvu na nek način privilegij, saj vse to, kar bom predstavila, razvija res velika ekipa strokovnjakov v našem sektorju in pa tudi s pomočjo v drugih sektorjih, pri raznih testiranjih in podobno, tako da poglejmo, kaj smo naredili od našega virtualnega srečanja v letu 2020. V tem času smo imeli v bistvu kar nekaj namestitev v novi verziji, nekatere so bile ful obsežne, z večjimi dopolnitvami, druge pa morda manjše zgolj z nekaj popravki. Pri vseh pa smo sledili temu, da smo želeli izboljšati uporabniško izkušnjo, prilagali smo se zakonskim določilom in sledili tehnološkim trendom. V tem času, ki mi je na voljo za to predstavitev, je v bistvu nemogoče predstaviti vse dopolnitve. Zato mi dovolite, da po svojem izboru predstavim le najpomembnejše. Ne bom jih predstavljala v nekem časovnem zaporedju, ampak po posameznih segmentih v logičnih sklopih. Začnimo s funkcionalnostmi, ki so skupne vsem segmentom. Za lažje delo smo tako vključili konteksto in splošno pomoč ter temu začeli prilagajati priročnike v online obliko. Trenutno so v Sloveniji pripravljeni priročniki Kobi 3 osnovna navodila, izposoja in zaloga. V pripravi pa so še upravljanje aplikacij in izpisi. Sporedno pa se tudi pripravlja tehnična podlaga za prevode v ostale sisteme Kobi.net. Zakaj je kontekstna pomoč? Včasih se spomnite, da ste preprosto morali iti priročnik, ne vem, čisto še v tiskani obliki odpreti ali pa pol na spletu poiskati. Sedaj pa kontekstna pomoč omogoča, da za tipko F1 odpremo točno tisti del priročnika, kjer je opisan postopek, pri katerem smo kliknili to tipko F1. Naprimer, urejamo podatke o članu, kliknemo F1 in dobimo pomoč, kaj vse lahko vpišemo pri članu in zakaj je mogoče kateri podatek smiselni. Pomoč pa so nam tudi splošna pomoč, ki pa v bistvu za metode, ki so skupne vsem razredom, naprimer nov objekt išči, objektom uredi pošlji ter za dele uporabniškega vmesnika Kobi 3, naprimer iskalnik urejevalnik, in do te splošne pomoči pa pridemo za kombinacijo tipk Shift in F1 in se nam odpre recimo v tem primeru, kot je na prosojnici, splošna pomoč, kjer je urejevalnik opisan. Ena izmed zahtev, ki ste dolgo naslavljali na IZM, je bilo tudi, da se lahko logične destinacije, to so tiste povezave do printerja in e-naslovov in podobnega, vežete na uporabnikovo delovno postajo, kar pomeni, da vi, če delate v različnih, naprimer oddelkih knjižnice, več ne rabite vedno znova preklapljati med logičnimi destinacijami, ampak si jih vse posod nastavite in pač jih spremenite samo, če se kajkoli spremeni na delovni postaji. Pol še ena izmed vseh teh možnih povezav, kar so jih že kolegi predstavljali, naprimer Dekobase in podobne zadeve, imamo sedaj tudi Kobi 3 v pregledovalniku razredu bibliografski zapis, gradivo, polje 996, 997 in neprosto gradivo dodan gumb naslovnica. Če kliknemo nanj, se nam prikaže naslovnica, seveda, če za to gradivo obstaja. Kot pa že Zdenka predstavlja prek Kobi 4, pa bo pol to še tudi na drugačen način vidno. Zdaj, z vidika izdajanja dopolnitev je zagotovo najbolj živ segment izposoje. Za začetek bi izpostavila nadgradnji pri prevzemnih mestih. Prva je podpora za dostavo gradiva na dom oziroma po pošti, ki nudi podporo za naročanje in organiziranje gradiva za pošiljanje po pošti. Vračanje gradiva pri tej funkcionalnosti je lahko na pultu ali po pošti v matičnem ali drugem oddelku knjižnice. Omogočili pa smo tudi podporo prevzemu gradiva v paketniku. Le-ti so lahko nameščeni v vhodih knjižnic, študentskih domovih ali javnih mestih. Članom knjižnice oziroma uporabnikom gradiva se tako omogoči 24-urna izposoja oziroma res postane gradivo še bolj dostopno. Zato je bilo potrebno implementirati povezavo med programsko opremo Kobi 3 in aplikacijo proizvajalca paketnikov za prevzem pošiljk. Za navedene storitve pa je bil tudi omogočen programski obračun stroškov prevzema gradiva. Knjižnicam je bila ponujena možnost oblikovanja besedila, ki se izpiše pri rezervaciji preko Kobi Plus ob izbiri prevzemnega mesta.
Prav tako so bile na željo knjižnic implementirane nekatere nove vrste pogojev za prevzem gradiva na prevzemnih mestih. S funkcionalnostjo prevzemnih mest in omogočanjem, da uporabnik gradivo prevzame na njemu najugodnejšem mestu, je bilo potrebno v knjižnico z oddelki z izposojo in s prevzemnimi mesti nadgraditi postopke vračanja gradiva, da se določeni postopki izvedejo programsko in se s tem olajša delo zaposlenim v knjižnici. Ker pa se včasih pripeti, da določeno gradivo izgine neznano k nam, sploh v prostem dostopu, smo dopolnili tudi postopke pri obdelavi rezervacij manjkajočega gradiva. Obdelavo rezervacij pa smo dodatno olajšali z možnostjo obveščanja o trenutnem stanju prispelih rezervacij v izposoji in prispelih zahtevkov za medknjižnično izposojo. Prikaz teh obvestil si lahko poljubno vključimo ali izključimo. Eno izmed opravil v knjižnici je tudi urejanje koledarja, na primer ob prehodu leta ali pa ko imamo iz kakšnih razlogov knjižnico zaprto ali kaj podobnega. In zaradi izboljšanja uporabniškega izkušnje smo to okno preuredili. In sicer tako, da je sedaj ločen koledar, kjer določamo dneve, kdaj je knjižnica zaprta ali odprta, in pa koledar, kjer določamo, ali se za dneve, ki so zaprti, določa zamudnina ali ne. Sedaj tudi vidimo v enem oknu celoten koledar izbranega leta. V prejšnji verziji, če se spomnite, so bili zgolj 3 mesece in si pol moral kar preklapljati, ti pa imaš ponavadi seznam za celo leto pred sabo. Sedaj je tudi preprosto premikanje med koledarji, kjer določamo, kdaj je knjižnica zaprta, odprta, in pa koledarjev, kjer določamo, ali se bo za zaprte dneve določala zamudnina. In pa če smo knjižnica z oddelki, lahko že iz koledarja domače knjižnice enostavno preidemo v koledarje za posamezni oddelek. Se pa včasih tudi zgodi, da se v knjižnici za nekatero kategorijo članov, na primer zaposlene v matični ustanovi, šolare in podobno, izposoja gradiva razlikuje od tiste, ki je sicer določen časovni parametri izposoje. Takrat lahko vpišemo čas izposoje za posamezno kategorijo člana. Pisani čas na to velja za vse vrste gradiva in pa če smo oddelčna knjižnica tudi v vseh oddelkih knjižnice. Za hitrejše, pri tem bi opozorila seveda premišljeno urejanje podatkov v člani, smo za določene podatke omogočili paketno spreminjanje podatkov. Posebna metoda je bila narejena za paketno spreminjanje podatkov za šolske knjižnice, kjer lahko podatke prenesejo iz dokumentarnih sistemov posamezne šole. Pred paketnim brisanjem neaktivnih članov lahko sedaj v knjižnici izbrišete tudi opombe pri neaktivnih članih. Namreč, dokler ni bilo te metode, ti člani v postopku paketnega brisanja neaktivnih članov niso bili izbrisani, saj so imeli vpisano opombo. V knjižnicah z skupno bazo članov pa je omogočeno shranjevanje vpisnic v skupno bazo. To omogoča, da lahko v vsaki knjižnici v sklopu skupne baze članov preko arhiva e-dokumentov pred članov pogledajo vse vpisnice člana, ne glede na to, v kateri knjižnici je vpisnica bila podpisana. Za knjižnice, kjer pa je aktivnost člana vezana le na oddelek, v katerem je član vpisan, pa je dodana možnost preprisa člana v drugi oddelek knjižnice. Ta dopolnitev se vključi na zahtevo knjižnice, to poznate predvsem kolegi iz različnih sistemov Povestneta. Dopolnili in nekoliko preuredili pa smo tudi metodo za seznam nedostavljanju obvestil, da se lahko ta naknadno pošljejo. Seveda, eno izmed najpomembnejših oken v izposoji je gotovo gradivo domače knjižnice. Tudi tukaj smo želeli izboljšati uporabniško izkušnjo, zato smo povečali ikone za uredi pošlje. V določena okna, na primer v evidentiranje poravnavo terjatev, lahko pridemo s kombinacijo tipk Alt plus M. Kolikor pa knjižnica to omogoči, pa si člani nastavijo, pa lahko član prejema zadolžnice samo po e-pošti, kar pač zmanjša, ne vem, porabo papirja. Nekateri uporabniki imajo tudi ta sistem precej rajši kot papirnate zadolžnice. In to je omogočeno s kombinacijo tipk CTRL in gumba zadolžnica. Še eno pomembno okno oziroma okno, ki ga velikokrat uporabljamo, je katalog. Tukaj smo dodali možnost, da se pri iskanju lahko izpišejo samo izvodi gradiva, ki so prosti. V samem seznamu rezultatov pa se v prvem stolpcu za izpisom skupnega števila rezervacij prikaže dodatna informacija o predvidenem datumu, po katerem bo gradivo na voljo. Verjetno to
to funkcionalnost poznamo pol tudi na Cobiss Plus, smo seznanjeni in nam tisti, ko radi beremo, to tudi marsikdaj pride prav ali pa nas celo jezi. Večkrat uporabljene iskalne zahteve lahko shranimo z gumbom Shrani po izvedbo. Če želimo to po izvedbo kasneje uporabiti, jo izberemo iz spustnega seznama ob tem gumbu. Na podlagi veljavnih licenc za izposojo spletnih virov, kot so v Sloveniji na primer za e-knjige Biblos, za zvočne knjige Audiobook in filmov ponudnika Filmoteka, je izpis v katalogu dopolnjen s podatki o ponudniku, število izvodov in vrsti elektronskega vira. Funkcionalnost označevanja za bralne pakete je dopolnjena s podporo za serijske publikacije in možnostjo izpisa seznama črtnih kod za posamezni bralni paket zaradi lažje izposoje. In na ta način pač pol tudi ostane skrivnost, katero gradivo član odnese domov v vrečki na hrbtniku, če pač na ta način spodbujate bralno kulturo. To pride mogoče še sploh korist v knjižnicah, kjer še gradivo ni opremljeno z RFID tehnologijo. V določenih knjižnicah pa še vedno želijo, da uporabnik potrdi izposojo mogoče gradiva, ki je nekoliko dražje, s tem, da podpiše zadolžnico. In da pa teh zadolžnic pol ni potrebno shranjevati v papirnati obliki, je sedaj dodana možnost podpisa zadolžnice s podpisno tablico. Ta zadolžnica se pol shrani v arhiv e-dokumentu člana. Prav tako pa lahko knjižnica na zahtevo omogočimo izbiro jezika na podpisni tablici in pa velikost fonta. Zaradi napak, ki so nastajale pri zaokroževanju preračunov števila enot storitev oziroma terjatev, ki so ostale evidentirane po delnem plačilu terjatev, smo se v blagajniškem poslovanju odločili za preureditev delne poravnave terjatve. Pri pripravi rešitve smo se oprli na prakse podjetij in drugih ustanov pri izdaji računov za tovrstne situacije. Za izračun stanja terjatev, ki v bistvu olajša to blagajniško poslovanje in sodelovanje z računovodstvom, sta dodani metodi obračun stanja in obračun stanja na izbrani datum. Prav tako je pripravljena temeljnica. Uporabniki lahko po novem uveljavljajo popust tudi pri spletnem plačilu, lahko se v blagajniškem poslovanju obračuna 100% popust na določeno storitev. Obenem pa postaja tudi prenos podatkov med sistemi vedno bolj ključnega pomena, zato smo vzpostavili prenos podatkov o plačilih iz Cobiss 3 v SAP. Prav tako pa lahko sedaj v knjižnicah obveščate člane o neporavnanih terjatvah glede na višino dolga posameznega člana, ne glede na obdobje, ali pa na višino terjatev, ki so bile evidentirane v določenem obdobju. Vsi pa poznamo, v zadnjih letih so se tudi razne plačila spremenila. Tako smo v Cobissu implementirali možnost plačila s pametno denarnico Valu. Zaradi prepletenosti segmentov izposoje in medknjižnične izposoje ter olajšanju postopkov v knjižnici smo pripravili nekatere večje spremembe pri rezervaciji gradiva ter poenotili katalog v izposoji in v postopkih medknjižnične izposoje. V segmentu zaloga smo z željo šolskih knjižnic poenostavili odpis zastarelih učbenikov in beril. Izdali smo dopolnitev za potrebe koordinacije nabave mednarodne znanstvene literature in v okno direktno odčitavanje je prikaz zadnjih 20 odčitanih inventarnih številk. Segment nabave smo dopolnili postopke skupne nabave. Za nacionalno depozitarno knjižnico smo pripravili funkcionalnosti, ki so v pomoč pri distribuciji obveznih izvodov knjižnicam. To je pomoč pri preverjanju gradiva pošiljka obveznega izvoda in razvili smo servis za posredovanje podatkov o obveznici za obvezni izvod za 24-urno oddajo obveznih izvodov. Po povezava s portali za izposojo knjig in zvočnih e-knjig smo uspešno zaključili tudi dogovore s ponudnikom za izposojo filmov preko spleta. Dodatno smo podprli 2 nova poslovna modela za izposojo spletnih virov, in sicer licenco, ki pokriva skupino naslovov v okviru posamezne knjižnice in licenco, ki pokriva skupino naslovov v več knjižnicah. To je recimo za vse šolske knjižnice veljavna ena licenca za izposojo e-knjig za domače branje. V okviru izpisov in raznih priprav podatkov smo omogočili centralno zajemanje statistiko zaloge in izposoje knjižničnega gradiva, ki omogoča, da NUK v okviru statističnih meritev dejavnosti slovenskih knjižnicam posreduje naprej izpolnjen vprašalnik BIPSIS.
Osnovne okno COBISS-3 izpisi pa si lahko na nivoju knjižnice ali uporabniškega imena dodamo tudi priljubljene izpise. Za potrebe Ministrstva za šolstvo smo dopolnili prikaz izposojanja odpisa učbeniškega sklada ter prikaz seznama učnega gradiva. Zato je bilo potrebno implementirati prenos podatkov o zavodih in programih servisa ministrstva v bazo KOLIP in COBISS-3. Prav tako pa smo do določene mere implementirali prenos podatkov iz spletne aplikacije Katalog potrjenih učbenikov v COBISS-3. Seveda tudi samo aplikacijo Katalog potrjenih učbenikov, ki jo pripravljamo za ministrstvo, vedno znova dopolnjujemo, ter smo v tesnem sodelovanju in navezi z ministrstvom za implementacijo dodatnih funkcionalnosti potrebnih za podporo učbeniškemu skladu. Seveda vse pa mora biti usklajeno s trenutno veljavno zakonodajo. Tako upam, da sem uspela res tako faktografsko predstaviti nekako najpomembnejše dopolnitve v COBISS-3 v zadnjih 2 letih. Jaz se bi zdaj za svoje strani zahvalila za pozornost. Zdaj, če so kakšne vprašanje, bo kolega prevzel. Hvala.